ker mi izgubljamo energijo, je hrana. Res jo izgubljamo. Zdaj, ker je to kulinarična kot delavnica mišljeno, ne bom kratko obnovo knjige imela, ampak res sem tako razmišljala, kaj naj vam danes sploh pokažem, pa kar eni, ki ste redno tukaj, že ne veste. Eni pa me prvič danes vidite, ampak za ene vem, da ste redni, imate zakupljene sedeže tukaj že. Kaj je tisto, kar je najpomembnejše? V osnovi najpomembnejša je ekonomija v celi zgodbi. Vi se ne zavedate, kako veliko energije vi porabite, da bi to, kar ste pojedli, vam dalo neko energijo. Ljudje mislijo, dam v usta in to je moja energija. Ne, to se šele začel naložbeni proces. Torej, ti, ko daš neki v usta, se upravičujem tistim, ki ste to velikokrat slišali, ampak vedno znova moram povedati, vse, kar ste danes pojedli, je strup. Ker če bi to, kar ste danes jedli, sebi ubrizgali v žilo, vas zdaj ne bi tukaj bilo. Ne glede na to, a ste jedli svojo solato z vrta, najboljši smuti, najboljša prehranska dopolnila, če bi si to v žilo ubrizgali, bi bili mrtvi. A se mogoče kdo s tem ne strinja? Torej, dolga pot je od tega, da nekaj, kar bi vas v trenutku ubilo, če bi prišlo v kri, torej, to je prišlo v usta in zdaj se mora čuda enih stvari zgoditi, da iz tega mi naredimo nekaj, kar sme iti v kri in kjer vam bo jutr dalo energijo. Ta pozornost, katero vi mene danes poslušate, ni zasluga vašega današnjega zajtrka, ker današnji zajtrk se še valja po črevesju, po želodcu mogoče tudi. Šele jutr bo iz njega nastalo nekaj novih vaših celic. In ta čudež, kako iz kruha, ki si ga pojedel danes, jutr nastane tvoja možganska, očesna, ne vem, včeraj sem jedla fižol, ki ga je omenila in pogledajte, ta fižol danes govori. Nekje se ugradijo v moje oči, v moje ušesa, kakšen fenomen je to, ampak ni preprost. Mi se sploh ne zavedamo, kako je to kompliciran proces in zaradi tega si dovolimo ta luksus, da ogromno energije zgubimo na tem, da iz tega, kar smo zaužili, nekaj naredimo naprej. Glejte, mačka ne je, ko je bolna, pes ne je, ko je bolan, ptič, kure ne jejo, ko so bolne, samo človek posiljuje svojega bližnjega, jej, da boš se pozdravijo. Zakaj? Zato, ker se vsi ostali, za razliko od nas, zavedajo, da takrat, ko ste bolni, nimate energije, ki bi jo lahko uložili v presnovo in vas bo hrana oropala energije in olajšala bolezni, da vas maltretira še bolj, ker se bo vaš imunski sistem moral ukvarjati z vašim kosilom, namesto da se ukvarja z gripo, rakom ali z nečem drugim. Zaradi tega, dajte začeti razmišljati, hrana je naložba, in fajn je, da vam na koncu da več, kot ste vi dali noter. To zahteva, da malo drugače razmišljamo. Nekaj standardnih napak delamo, ki so prav tako, lahko bi rekla, celo smešne. Glejte, to je velikost vašega želodca. Plus, minus, od 8 deci do 1 liter. Tok volumna imamo bolj ali manj vsi tukaj nekje spakiranega. Poglejte, že to bi težko vi spravili noter. Na srečo je želodec tako oblikovan, evo, tako nekako, da gre. Ampak gledajte, če ja imam noter tok, koliko je zdaj, pa hočem to malo obračati, pa premešati z želodčnimi sokovi, to bo še nekako šlo, še lažje bo šlo, če je tega tok. Ker potem samo 3-krat obrnem, pa se bo že premešalo. Če pa je do vrha napolnjeno, ja lahko obračam, stiskam, pa nikamor ne gre. Torej, enako jed, če vi pojeste, da ste do polovice napolnili želodec, želodec obdela v 2 urah, če pa ste jo do vrha napolnili, pa je 6 ur. To pomeni, kot da ti pralni stroj dela 3-krat, zato da opere isto perilo. To je izguba energije. Potem pa se zgodi še tisti klasičen problem pri nas, kaj vse smo mi tle namešali. Če bi mi pojedli samo eno stvar, telo hitro reče, aha, to je to. Ko pa mi začnemo zlagati, malo jugce, pa malo solatke, pa malo sladice, pa malo zrezkov, pa malo da probamo tega, pa drugega,
pa ker smo na koncu totalka od vsega tega še malo kave za povrh, potem pa smo žejni čez pol ure, pa zlijemo še neki noter. Veste, potem, če bi vi lahko slišali svoj želodec, kaj vam ima za povedati, vam ne bi bilo všeč to, kar vam pove. In potem rečemo, zakaj smo pa utrujeni? Ja, iz 5-krat več materijala mi predelamo manj energije kot en Afričan, en Azic iz Tok, pa dela 16 ur na Tok, pa mi mislimo, da je to čudež. Ne, on nima praznega hoda. On ne obrača šaržo, ki na koncu gre samo v stranično školjko, zato ker je neprebavljiva. Pa veste, tle ne govorim, a je narobe bil zrezek ali krompir, ali narobe, ne vem, veganska pojedina, večinoma je narobe kombinacija. Večina ljudi, žal, tle ste mnogi še zapriseženci zdrave hrane, ko bi pogledali analitično, kaj vi imate v mislih, ko rečete zdrava hrana, bi se presenetili, kaj vse sploh ne gre skozi. V knjigi imate zelo natančno, recimo klasični problemi so zeleni smutiji z bananami. To ne gre skup. Telo reče, a program A, a program B. Svila in platno se ne pereta na istem programu, ker če si prav na 30 za svilo, ne boš teh cunj mogel oprati. Če si opravil, da madeži grejo iz cunj van, potem pa boš uničil svilo. Mi v telo dajemo stvari, ki zahtevajo popolnoma različen program in telo nima tega kombiniranega programa za vse. In prav pri zdravi hrani je čuda enih napak. Ko v smuti še dodajo limonada plus alge plus probiot, ja, to ne gre skup. In potem človek ima občutek, da je zaužil 30 dobrih stvari, iz vsega tega se na koncu izcimilo ono malo razlike, ki se med sabo ni prekrižala, dok ste vi prišli do konca. In mi rečejo, veš, ja uživam, da vam ne naštevam kaj vse, ampak ko ga vidim, vsakič slabše zgleda. Verjemite mi, da na koncu tisti, ki je samo žlico fižola zaužijo, je na boljšem kot tisti, ki je zmešal v svoj smuti ašvaganda, čija semena, zeleni klorofil, mal limonce, mal tega, mal tretjega, ker se ne zavedate osnovne biokemije, da so se recimo že vse kisline pa baze med sabo prekrižale, že pred nas ste vi to zaužili. Tako kot soda bikarbona in limona so super za zamašene recimo cevi, ker se med sabo ustvarijo eksplozivno reakcijo, je zelo veliko krat problem, da mi recimo zmešamo kislino in bazo, ki bi vsaka zase super bile v telesu. Ampak ne smete tega zmešati v smutiju, v hrani, v juhi, v solati, recimo sadje in zelenjava, ne gre skupaj. Melona je čisto posebni program. Ko greš v hotel, pa je vsega Boga, ma nihče se ne upre temu, ja, zdaj bom malo zdrav zajtrk in potem seveda naberejo ananas, melono, pa še par stvari, pa še malo jogurta, pa muslija, pa tega. Nič od tega ne bo. Razen da vas bo napenjalo, pa mogoče malo prignalo, ker melona zahteva totalno ločeni program za predelavo. Z nobenim kompotom, z nobenim sadjem, z nobeno pršutom, ali ne vem, špargeljni ali sladoledom, ne gre skup. Lubenica je tudi program zase. Zdaj ne naštevam, ker se vam bo zmešalo od podatkov, enako ne morete vse to popisati. O tem smo pisali zato, ker boste zelo veliko prihranili, ne samo na fizični energiji, tudi na denarju, če boste iste te zadeve začeli samo uživati ločeno. Ne gre za neki čudežni recept, samo ločeno. Druga zadeva, o tem pa bom nekaj zdaj več povedala, je, da od iste stvari lahko dobimo 1:5, odvisno od tega, kako se jo lotite. Glejte, tle recimo zdaj nimam cimeta, ampak če zmešaš cimet in med in ga takoj poješ, od tega dobiš 3 do 4 manj, kot če bi to pojedel naslednji dan. Zakaj? Cimet je skorja drevesa, to so vlaknine, zelo pasivne vlaknine, torej, tako kot ne moreš zdaj žvečiti koro drevesa in se s tem prehraniti, vam hranila cimeta niso tako hitro dostopna in je veliko boljše zmešati cimet pa med, tako za 7 dni narediti, pa lepo počasno jesti, dokler hočete, enako nesmrtno, ne more se pokvariti, ker vsak dan boste od tega cimeta imeli več, kot ste imeli prvi dan. Vete, pa nič, isti denar je prišel noter, ista žlička, iste kalorije, ampak izplen hranil, ki jih vi dobite, je zelo različen.
tipičen primer hrana za energijo, študent, futer, evo tle tudi vidim so bučnice, sončnice, rozine, to je vse super, evo jaz sem prinesla mandlje, prinesla sem sončnice, lešnike, ampak vi lahko to zaužijete in od tega imate enota 1, lahko to isto zaužijete in imate enota 10. V čem je čarovnija? Čarovnija je v tem, da smo te sončnice, ki so tle denimo suhe, evo, če pojeste žlico suhi, boste dobili v telo 5-krat manj, kot če boste zaužili te, ki so čez noč bile namočene v vodi. Poznate razliko? Vete, vsako seme je kot bančni trezor. Zaprto je z nalogo, da ne skali in da ne da kar tako svoja hranila. Vi to lahko žvečite, mažete slino, kar ste, ampak mi ta hranila ne moremo tako hitro pohopsati, zato tudi rečejo izkoristek omega-3 in vsega iz rastlinskih virov je približno 10-20%. A boš zaradi tega 10-krat več pojedel? Ni treba. Ta trenutek, ko sončnica pokaže ta mali kalček, 2 mm, bom dala okrog, komoci jih lahko postrežete, kdo jih ne pozna, ne obstaja nič bolj preprosto in bolj hranilno. Ta trenutek, ko jih namočimo, se omega-3 blazno povečajo, se zmultiplicirajo. Oksalna, fitinska, te stvari, ki so zavirale, da vi prijete do kalcija, do magnezija, do vseh teh proteinov, ki so noper, to pa popusti. Ta trenutek, ko vam neko seme pokaže kalček, pomeni, da se je predalo. Takrat je spustilo še zadnjo fitinsko in oksalno in še te druge zaviralne snovi, ker je dovolilo, da seme svoja hranila izkoristi za rast. Torej, vsak fižol, ki ga namakate, Emilija je razložila, zakaj ga moramo namakati, ampak ja vam bom rekla, boste še bolj profitirali, če ga še malo pustite. Torej, 12 do 24 ur ja namakam stročnice v vodi, namočene, v veliko vode, 5-krat več vode, kot je njih, drugače bojo vse te svoje kemikalije same nazaj vsrkale. 5-krat več vode, zapomnite si, to mora zgledati tako, tok je semena, ostalo je pa voda. Potem to operem in pustim pokrito s krpo ali s krožnikom ali z nečem stati še en dan, da se pojavijo prvi kalčki na fižolu ali na lečje ali karkoli, ali na soji ali na čičerki. Takrat je to lahko prebavljivo. Takrat bo vaša investicija energije 2-krat manjša, zato ker se je predala stvar. Vidite, nič vas ne stane, čakanje božja mast. Prihranite na svoji energiji, pa na denarju dobite bistveno več hranil. Priporočam vam, da to probate tako, da ne bi zdaj ekološko porabili preveč žličk. Povedala vam pa bom, kaj ja počnem s tem. To je meni osnovna beljakovinska osnova. Danes se prodaja ogromno teh beljakovin. Verjemite mi, študiram jih, gledam jih, ampak to, kar pravi Emilija, ne vem, kaj je noter, verjemte mi. Naučila sem se, da je na etiketi možno marsikaj lepega napisati, ampak koliko je to oksidirano, ni oksidirano, a so res ta prave, niso, a se je to ob kakšni gensko spremenjeni zadevi. Gledajte, to je stvar čista. Ekološke sončnice, oprane, dajte jih probati, boste videli. To je najcenejše seme, kilo kupite ekoloških za 2 evra, iz njih naredite 5 kil te osnove, ko jih namočite. In kaj mi delamo s tem? Ne rabite niti imeti nekih robotov pa nečesa, navadni paličnik, zmečkan vode to zmiksam in to so zame namesto smetane dodajati, gosti, tomake in tako naprej, to dodam noter. Dodala sem dejansko beljakovine in zelo koristne maščobe, tega ni treba neč termično potem kuhati pa obdelovati. Druga stvar, nisem danes upala vam prinesti, ampak bom povedala, kaj sem doma danes naredila, ker tle temperaturni režim ne omogoča, da bi to bilo neoporečno, ne morem cel dan tle držati. Pašteta z jurčki. Moj sosed mesojedec pojma nima, da je sončnično pašteto vsakič, ko ja potrkam pa jim prinesem. Torej, vsi znate na maščobi, lahko je svinjska, lahko je kokosova, lahko je palmova, samo da je brez, tista brez arome. Prepražim por, jurčke, ali šitake, ali šampinjone, ali sušene jurčke namočite, to vsi znate narediti. Začinimo
obvezan je poper, obvezan je malo česna, jaz sicer dajem garam masalo in kumin, zato ker rabim, ampak po želji začinite, tako kot bi gobovo juho začinili. In ko ste naredili tako eno zelo masno omako, potem pa dodate noter nakaljene sončnice, zmiksate, boste videli, ko to date v kozarček, je totalna struktura lovske paštete. Na enak način zmešam en pesto, pa je bazilikin namaz. Ali dam olive, pa malo olivnega olja, pa je olivni namaz. Na ta način rešujemo, kako slane stvari polnovredne narediti, lahko tudi tako, na solate, pa na vse, to je zelo okusno, na sendviče lahko dajete, ampak gledajte, 100 gramov tega vas stane, koliko sem rekla, 2 evra je kila ekoloških, ko jih kupiš na malo večjo količino, to je 0,2, s tem, da ko jih namočite, ne stane niti 5 centov, pa ste prišli do dnevne potrebe beljakovin, omega-3, pa kopice koristnih rudnin. Pa se zelo malo matrate s prebavo, ker je stvar že odprta. Da prebaviš zrezek, je 5-krat teže. 5-krat več energije telo rabi v to upeljati. Tako da to je ekonomija, ki se potem splača. Poglejmo na primeru drugih zadev. Recimo lešniki in mandlji, ali recimo za energijo izjemno dobra zadeva je črna kumina. To je moj pridelek. Evo, vidite, toliko smo ga že pojedli, ker je naporen sejem, pa oktober je bil naporen in to je meni doping kozarc. Kako pa jesti črno kumino? Koliko vas je, ki ste že gledali posnetek na naši novi spletni strani? Če boste želeli, na naši novi spletni strani za zdravlje.net imate video prispevke, ki smo jih snemali in tam je tudi to, kar zdaj bom razlagala, boste lahko prebrali, kako dobimo največ iz črne kumine, pa da je še okusna. Dajte, a ste že probali črno kumino? Ja. Po vaših obrazih sodeč, se niste zaljubili? Ne, super je. Fina je. Fina je. A res? No, gledajte tako, domača, ki jo vzgojiš, je malo manj pekoča, malo manj šarf od tiste, ki jo recimo kupimo. Ona je res tako, kot po milu ima en takav priokus in zelo pekoča je. Ja jih včasih malo pomešam, ampak zdaj sem zelo zadovoljna z našim pridelkom in ga imamo toliko, da ne bomo mešali. Zato pa rabite nabrati tako pol kubika svojih teh. Kaj pa naredimo s črno kumino? Črna kumina je čudovita, verjetno ste brali v zeleni knjigi Ščepec vedenja, čuda stvari zmore. To reče Allahov blagoslov, pozdravi vse bolezni, sem smrtno uro ti ne more premakniti, ampak ni vseeno, v kakšnem stanju prideš do svoje smrtne ure. Torej, fajn je priti v dobri kondiciji. Nekaj se morate zavedati, torej, črna kumina, tako kot vsa semena, se ne pusti kar tako. In vi morate najti načina, ona ni primerna, da bi jo kalili, torej kalčki iz črne kumine vam ne bojo tako všeč. Pustite medu, da naredi to, kar pri sončnicah naredi voda. Med je sposoben odpreti vsako seme, med je sposoben šrapnele iz našega telesa potegniti van, zato eni vojaki to imajo za prvo pomoč, hvala. Torej, jedan idealen način, da semena odpremo, da postanejo zelo lahko prebavljiva, da dobite res energijo na žlico. Ja vam to res povem, moj doping je žlica nečesa takega, da ni treba Red Bulla ali česa podobnega. In ko neko seme ali začimba stoji v medu približno 7 dni, imate enak efekt, kot ste ga recimo pri tem, odpre se. Vse vam postane dostopno. Torej, da vi pojeste pest orehov, sicer so dobri, ampak od njih imate zelo malo, imate približno 5 do 10% tega, kar je noter. Če ste orehe dali v med, zmlete v koščkih ali cele, vseeno, boste čez 7 dni imeli nekaj, kar je 100% uporabno. Se splača, res. Vidi se, da živim na Gorenskem, zdaj imam vsak drugega beseda je splača. Ja. So me prevzgojili. Ampak gledajte, pri črni kumini je zelo pomembna naslednja zadeva. Toplo priporočam. Bom poslala okrog, da vidite.
je črno kumino, ovaj sveže zmleta danes, ne bi jo niti pustila stati v kozarčku, ampak da zdaj tle ne ropotam s kakšnimi mlinčki, bom dala okrog, da malo v prstih primete, da vidite, koliko na fino je to zmleto, ker boste probali potem, kako je to pod jezikom. In približno na en takav kozarček medu dam, to je tako, ko bi gledali po volumnu, je skoraj polovica, ampak ker je to dosti lahka stvar, ni po teži. Lažje vam je po volumnu. Nič hudega ni, nekaj se mi zataknulo od tega, nič hudega ni, tudi če imate manj ali več, ali repčite, ni to neko pravilo. Ko zmešamo med in črno kumino, je stvar že precej boljša, kot da bi jedli samo črno kumino, ampak skrivnost dobrega okusa tega, kar vam bom dala za probat, so še 3 kapljice eteričnega olja mete. Meta in črna kumina se super ujameta in za protibolečinsko, in za imunsko, in za delovanje proti alergijam, proti prehladnim zadevam. In je to odličen korektiv okusa. Sami veste, neke stvari se tako prav dobro, korigirajo dobro okuse in prav meta odlično skorigira tisto, kar vam malo potegne po milu. Če ste zaznali to pri črni kumini, to nekako meta tako obrne, da ti zdaj diši po meti in ne po milu. Prosim, poprova meta, 3 kapljice. Ko gre za ta izdelek, če bi nekaj drugega delala, bi mogoče lahko s čajem se pomagala. No, jaz sem to naredila 3 dni nazaj, zato ker znam, da mora biti žmohtna stvar in da ko stoji črna kumina, šele nekaj da od sebe. In to je osnova, ki jo boste danes lahko probali, vendar en se zatakne. A je v redu? Ja. Glejte, nekaj bom dala okrog za probat, nekaj pa bom takoj razdelala v še eno različico, ki je recimo temu upgrade. In sicer, tega boste dobili za probat kot osnovo. Ta osnova ima nekaj dobrih različic. Ena je, da dodam malo tega v čežano in je potem čudovita čežana, ker se zelo lepo ujema. Druga stvar, ki jo bomo danes naredili, je, da bomo dodali v to malo lešnikov, da ne šparamo, in bomo dodali v to olje. Glejte, ko že govorimo, danes je težko spraviti v telo vse, kar telo rabi. Če hočete res podmazovati možgane in živčevje, potem manjka tle še malo omega 3, zakaj bi ga na žlico, recimo orehovo olje, pa ja takoj dodam noter še recimo eno dobro žlico olja pšeničnih kalčkov. Zdaj ste odkrili, kako smo tako lepe, ko imamo 80, ne? Ne spomniš se, ne spomnimo se, da bi dodajali svoji prehrani recimo omega 3, vitamin D in je to včasih najlažje, enkrat namešaš noter in pozabiš in je vse noter. Po zimi recimo včasih dodam tudi vitamin D v kapljicah tisti, ker potem, tukaj vas je koliko moških, pa smem povedati na glas, 4, kako moškega pripraviš do tega, a si popijel malo vitamina D, daj ne težitve, a si imate, daj ti spet in ti tvoji vitamini. Seveda, takrat, ko jih nekaj zvije, pa tako potem pa odpira usta ko riba za vsako stvar, ki prinesem. Če pa je en dan že v redu, potem pa je vse odveč. In da se izognete nepotrebnim komunikacijskim težavam, ja to zamešam v obliko, recimo, ki je zelo užitna, mogoče samo barva malo čudna, ker je tako temno, ampak boste vedeli, to je odličen namaz na kruh. Za odrasle, torej, ki jim ne rabiš vsako stvar prodati kot nutelo, date stvar lahko tako. Če pa bi hoteli, bi v to dodali še malo kakaoa, pa bi stvar res delovala tako kot ena različica nutele. Ampak želim, da probate in da vidite, da je že v tej obliki ta stvar povsem v redu. In kar je zelo zanimivo, zdaj, ko smo dodali olje, se nikoli ne bo toliko strdila, da jo ne moreš lepo mazati na kruh. Zelo mazljiva, zelo dobra,
Mi se malo dopingiramo zdaj s tem, ker je čas prehlada, tle dihamo takav zrak, da je za nikamor. Pridem zvečer, grlo je čistko podrajsano po celem dnevu suhega zraka in vam povem, potem tako si vzamem žlico tega, pa lepo počasi poližem. In ne rabiš 4 ure prebavljati enih smeti, zato da iz tega nekaj dobiš, ampak imaš 100% izkoristek, ki se takoj pozna na energiji, na imunskem sistemu, na vsem, kar rabite. Posebej, ko gre za respiratorne zadeve, je črna kumina res prva izbira in fajn je obvladati čim več načinov, kako bi jo... Moram spet malo vode, res ne. No, zdaj pa tako, prav sem iskala, ki bi dobila kakšne lesene žličke, pa se ni dalo. Prosim, tako, tehnologija, da ne bi porabili preveč žličk danes, vzamete si eno, ampak s to drugo, ki vam jo dam, pa naredite samo takole, da vam pade tisto, kar boste probali, ker boste potem na tej isti probali še drugo stvar, ki bo šla okrog. Torej, imamo osnova je tole, da dobite občutek, kaj je. Potem pa bomo sprobali še opcijo z lešnikom in z oljem. Da kuharica preveri, preden da v promet. Dobro, še boljše pa bo jutri, ko se ukremi ta lešnik. Ampak potem ne bi imela kaj za kazati, če bi vam vse prinesla že, kar imamo od včeraj narejenega. Tako da zaenkrat bomo tako malo dali okrog. Mislim, naj vas ne ustraši, barva je res bitumen. Ampak okus je presenetljivo boljši od bitumna. Ko pa veste, kako to še deluje v telesu, mu boste vse odpustili, ker res, če me sprašujete od vseh teh naravnih zadev, ki jih poznam, kaj je tisto, kar nekako najhitreje začutiš, da ti res postavi imunski sistem nazaj, pa dikala, je to črna kumina. In premalo ljudi ve, kaj bi z njo počeli. Oziroma obvladamo tisto, da jo damo na kruh ali na kakšno stvar, ampak škoda jo je termično obdelano. Sicer, ko termično obdelaš, postane bolj okusna, to je res, ampak ona ima zelo veliko nenasičenih maščob, teh prav omega-3 in tega, kar je termolabilnega in škoda jo je, pravim, termično obdelati za ta namen. Zdaj pa bomo naredili še eno različico tega. Ja računam, glede na to, da vas je vsaj 80% takih, ki redno me gledate, ne bom danes kazala recepta za Nutello. Če slučajno kdo Nutello našo, ni video, dajte si prelistati tam, to je v osnovi samo variacija na temo, o kateri govorimo. To je najbolj zmagovalni recept, ja mislim, ki je v projektu, ker ga večina ljudi uporablja. Zdaj pa bomo naredili še eno zadevo, ki vam ob težkih dnevih ali v službi ali v družbi ali kjerkoli ali na poti zelo močno nadomesti obroke. To so mandlji v medu s kardamomom. Zakaj mandlji, zakaj med, zakaj kardamom? To je direktno futer za možgane. Mandlji so že hrana, ki po svoji strukturi se zelo približa mesu, ima vse esencialne aminokisline. Na 100 gramov mandljev imate več kot dnevno dozo. Ja, v redu. Ne, lahko na trenutek neham govoriti, da bom lepša. Vem, kako izgleda, ko... Ja. No, glejte, mandlji so, to je tudi Steiner rekel, se najbolj po profilu približujejo materinem mleku. Torej imamo zelo dobre beljakovine, imamo noter več kot dnevno potrebo mangana, fosfora, kalcija, takih stvari, ki jih res, pa tudi cinka je kar nekje 30% dnevne potrebe, govorim recimo na 100 gramov. To je kar zajetna količina dobrega, če imate seveda kakovostne mandlje. Mandljevo mleko je izjemno dober napitek, torej lahko bi ista ta zgodba, mandljevo mleko z malo meda in kardamoma, ampak ker vem, da je mnogim problem vsak dan to delati, je meni lažje narediti en namaz,
ki ga potem lahko imam 6 mesecev in to v omari, ne v hladilniku, in vzeti žlico tega po želji. Bomo še malo dodali. Tega drugega se boste lepo najedli, ne bom šparala. In bomo dodali kardamom. Tudi kardamoma ne bomo šparali, da dobite občutek, verjetno tudi doma boste tako delali. Torej 500 gramov medu, približno je to toliko mandljev in dobra, ne, ta je rabljena. Kardamoma žlica. To je sicer zame še malo, ampak da ne pretiravam. Kaj bo kardamom naredil v tej zgodbi? Kdo je bral ščepec? Kardamom naredi veliko. Prva stvar naredi, da vas med ne bo pekel v želodcu. Zato naredi tudi, da vas kava ne peče v želodcu. Pomembna stvar, ki jo kardamom še naredi, je, da vam potem to ne bo dajalo karies v ustih, zato ga Indijci žvečijo namesto žvečilk. In tretje, zelo pomembno je, da bo vse to direkt spakiral pa poslal v možgane, ker kardamom izboljša presnovo v možganih. Zaradi tega ga tudi dodajamo v kavice, v mleka, v kakao, v take zadeve, ker to malo poživila, kar je noter, bo pomnožilo svoje učinke. Po domače povedano, ko spiješ kavo s kardamomom, potem ne rabiš čez 1 uro spiti še eno kavo, ampak ta kardamom naredi, da ta kava lepo drži in ti hrani možgane kar nekaj časa. Na koncu ugotovite, da kava sploh ni bila potrebna, da lahko to recimo delate tudi z brezkofeinsko žitno ali kaj takega. Če pa ja dam tle kardamom, naredim še nekaj. Kardamom tudi izboljša presnovo v želodcu, tako da vse 3 stvari hkrati. Po želji lahko dodate tudi malo limonine lupince, pomarančne lupince, ampak da vam ne kvarim okusa, zato da vidite, kaj je osnova, je to osnova, ki jo potem vrnem v kozarc, ne rabi iti v hladilnik, lahko zdrži, dokler vam ga ne najdejo. V pisarni lahko držite v predalu, v avtu lahko držite v predalu, dobro daš v manjše kozarčke, da imaš za prvo pomoč. In kako se zdaj to uporablja? Eno stvar je lahko na žlico, druga možnost je, to mažemo recimo kot namaz, na palačinke, skuhaš malo prosene ovsene ali kakšne kašice in namesto da karkoli sladkate samo to, zamešate ali recimo naredite iz tofuja, smetane, rastlinske, kokosove, karkoli, dejansko naredite neko kremo, ki dodate samo to noter. Rešili ste in jedrca in sladkost. Ali recimo skuham puding, na riževom, ovsenem, na kakršnem koli mleku, da skuhate puding, skuhajte ga brez cukra, samo kot puding. Gostin oziroma okrožni škrob zmešan z neko osnovo in potem date 2 žlice tega in je fantastičen okus, parfait krema je, ker ste dobili beljakovino, maščobo in, maščobo še nismo dali, če smo že tle, fajn je, da dodamo takoj malo maščobe noter, to zdaj bo doping v Cankarju, pa enako, malo bomo regenerirali telo, pa dodamo še malo olja pšeničnih kalčkov. Ejte, ko enkrat imate tako naštimano, en kozarček z mandlim v medu, drug kozarček z orehi, tretjega z črno kumino, vse, kar boste vase dali, je sem čista energija pa zdravje. Potem pa primerjate to, ko ti nekdo reče, a boš smoki, a boš čips, a boš krekerje, grisine. Gledam, pa si ti normalen, mislim. Zakaj bi, to je kot da mi nekdo reče, a boš pustil, da ti avto obrača in dela motor 2 ure na prazno. To me nikamor ne pripelje, od tega ja nič ne dobim, sem matram svoje telo. Tako da veste, zdaj tudi, ko se voziš, jaz se zelo veliko vozim, pa včasih malo pozabiš, Kovačeva kobila bosa pozabi vzeti sabo, potem pa razmišljam, a naj se ustavim nekje na črpalki, kupim neki, srečen sanja. Mislim, to mi samo odvzame energijo, ne morem mi jo dati. Pejmo naprej, pa bomo že. Tako da,
Evo, boste zdaj probali, pa videli, kako preprosto je to. Jaz zdaj tle sicer veliko govorim, doma pa rabite 1 minuto, da to zmešate. In najlepša stvar je tudi to kampanjsko delo. Da ne mislite, ne vem, vi se mene verjetno predstavljate 8 ur s kuhovnico, drugih 8 ur pa z lopato, pa ne vem, kdaj pridejo še tistih 8 na računalniku, ampak resnično je, jaz sem se navadila ene stvari zelo tako ekonomično delati. Kupim, gledajte, škoda je, da to stoji odprto, a ne? Škoda je, da to stoji odprto, škoda je, da mandli stojijo, ko jih kupite, torej kupim kilo in takoj naredim nutello, med, 10 kil medu porabimo in potem to dam v shrambo in je ta del programa odkljukan na podoben način pesta in ostalo, ker to ni problem, to s stajanjem pridobiva na vrednosti. Za te zadeve mora biti suho. Zato, ker Bog ne daj, če bi dajali mokre mandlje, bi vam zadeva splesnila. No, evo, takoj bom probala, kaj smo naredili. Da se ne bo še kje zataknilo, bom zdaj tiho. No, to vam lahko dam v preizkušnjo. To moji imenujejo potico na žlico. In ga res lahko koristite za kar šte in vsaka sladica, ki je dvokomponentna in v sekundi dodelana. Priporočam, da tle uporabljate ali cvetlični ali akacijev, a takav med, ki ga imate radi, ker če je med zelo grenek, zelo močan, vam bo mandlje preveč prikrijo. A boste lahko si pomagali, tako kot sem... A ne, čakajte, rekel sem Emiliji, da bomo mi to probali na pecivu. 2 v enem. Ampak bom rabila malo pomoči. Ne, štejem, koliko nas je, 60 komadov. A bi lahko nekdo prišel, da mi to narežemo tako malo na kockice. Da vam pomagam. Evo. Našla, evo. Na žahcu, imam na žahcu. No, 61 kockic, da ja to prvo malo vidim. Ne more imati najprej provat pasi. I kup pohača. A boš probala, Emilija, še malo s tem? Ja, bom. Čakaj. Dobro na dobro. Je res? Ne more biti slabo. Če malo muzike. Preveč. Potem pa dobro spiš. Nekje se treba ustaviti. Če imate preveč energije, ne bojo vedeli, kje vas bojo sklopili, ja? A ni hudo potem, ko gledaš tiste, ki so 3-krat ali 4-krat mlajši od tebe in že do poldneva ne znajo priti. In vse je brez veze, nič se ne da. Vse jim zleze skoraj skupaj po 2 dneh, jaz pa 6 dni, 12 ur. To, kar govorim, je telo je res hvaležno. Ja. Evo, kam damo mi to? Še bladen. Evo ga. Bladen eko. Dobro je. Njim se sline cedijo, ko gledajo, kak mi dve to že guštava. Veste, da so potico morali jesti drugi dan, da so bili še bolj jači. Ja, seveda. Ampak gledajte, mogoče tako, ne morem reči, da so naši predniki čisto vsem bili tako modri. Preprosto ni bilo druge izbire, veste, da se je kruh pekel 1 do 2 na teden. In niso ga jedli vročega, zato ker bi ga celega pojedli, zato se je jedel naslednji dan. In potem si ga moraš večiti, ker je bil toliko suh, da če ga ne bi ti prepojil slino, ga ne bi mogel pogoltniti. Ampak zato niso imeli raka trebušne slinavke. Zato, ker so oni dejansko škrobe presnovili s tem, da so jih dobro namočili že v ustih. Mi pa te dobrote pogoltnemo, preskočimo usta in potem strašno obremenimo trebušno slinavko, ker želodec ne more škroba prebavljati. Boste brali dejansko, to je kot da bi v vaši tovarni tisti prvi delavc ne dela nič, trebušna slinavka pa je tista boga reva, ki zdaj mora oddelati vse, kar jih je 10 zamolčalo. In
res je problem, trebušna slinavka pridno dela, dok ne odpove. To ni organ, ki tiho stavka, to je organ, ki preprosto v enem trenutku ne zmore več in potem imamo tok diabetesa, pa tok raka trebušne slinavke, pa tok tovrstnih težav. Tako da tudi iz tega naslova. Kako smo se uskladili, pa brez se dogovori. Mislim, jaz sem zdaj še izvedela, da Emilija sploh ni imela v planu, ona je uskočila, da nadomesti eno čisto drugo zgodbo, mislim. Emilija, oprosti, ampak ja ne znam tako stand-up improvizacijo kot ti, jaz sem se to pripravljala, jaz sem to edino res toplo priporočam, to s sončnicami je čudovita zadeva. Tako, 2-krat na teden mi malo tega namočimo, potem pa uporabimo za različne namaze. Recimo ajvar zmešan in zmiksan s sončnicami je čudovit ajvar namaz, ki ni samo maščoba pa ajvar, ampak dodali ste še sončnice, imate beljakovine. Če boste brali ravno to, kar zdaj ugotavljajo, za naše mitohondrije, za obnavljanje energije, so super vse te diete, ki imajo visok delež beljakovin in maščob, pa minimalno sladkorja pa škroba. Ampak to ne pomeni, da zdaj boste jeli samo kokosovo maščobo na žlico, to se da vse zelo lepo spakirati. In recimo ravno to, oreščki plus maščobe je zelo dobra kombinacija. Ste že lačni ratali, a ne? Emilija, veš, kaj bi te prosila? Daj bolj kockice, ja ne morem na tako mali format mazati. Ne, samo kockasto naj bo. Drugače bo z teh našega formata steče. Bom prvo rundo dala. Tisti, ki ste prvi prišli in ste v prvih vrstah, ste VIP loža, dobite prvi. Jaz pa jih obratno naredim, jaz pa vedno začnem od zadaj. Da ne zbežijo. Kako smo si različni, ne? Da ne zbežijo, prav. V redu, Emilija maže za zadnjo vrsto, najdemo se na sredini, ja. Evo. Prva in druga vrsta, izvolite. No, zdaj tako je, pri knjigi Energija je zelo velik receptov in tudi linki so tako, da samo poskenirate, pa se vam takoj odpre na spletu posnetek za nekatere stvari. Ko gre pa prav za jedrca, pa za možgane, pa za semena v medu, pa tako, to je najbolj natančno v knjigi o možganih opisano. Najbolj, da malo prelistate tisti, ki ne poznate. Tokrat ne rabim veliko kazati, evo tle od zadaj smo takoj ta druga stojnica. Kakšno pecivo To je delavnica pred mano, ko je Emilija Pavlič delala kruhek, ajdov ali kaj že. Ja, polnozrnati kruh. Ja, in zlivani kruh je to. Ne moremo ponoviti na kratko, ker je bilo 1 ura razlage. Edino profitirali ste, ker se je kruh dolg pekel, pa je ravno se naslikal za moj del delavnice. Ja. Če boste želeli, vam pa recept vdali. Pa pridite. Emilija je zračna črta 10 metrov. Učeni pomeni. Morajo biti eterična olja certificirana za prehrano. V Sanolaborjevih vseh vem, da imajo Sanolabor trgovine. Dobi se tudi preko spleta, še veliko večja izbira je, ampak to morajo res biti tiste Baldini, ki so edini registrirani kot arome za hrano. To je malo drugačen postopek certificiranja, kar še vedno ne pomeni, da to dajete direkt v usta, torej to se za aromatiziranje je. Kot ste videli, na pol, recimo, če delam tako, da prav hočem za dezinfekcijo grla, če recimo zdaj so hudi respiratorni virusi, potem pa ja v med dam približno 10 kapljic eteričnega olja. 10 kapljic na pol litra medu. Tle pa dam recimo 4 do 5 kapljica anisa, to je bronhi bomboni, pa recimo 2 kapljici peperminta, potem pa recimo odvisno kaj je, origano ali kaj takega še, kar je prav za dezinfekcijo.
Ampak to pomeni, gledajte, če je to 500 gramov in vi boste 5 gramov recimo naenkrat eno žličko vzeli, vi ne morete zaužiti več kot nič eno kapljico naenkrat, pa boste čutili, na 10 kapljic je to že tako pikanten bombonček. To, kar zdaj ste probali, sem dala samo 3 kapljice, ne se zaleteti, to so zelo močne stvari. Vi ne smete to dati direkt, recimo zdaj namažeš na kruh, pa malo daš čez, to je preveč šar. V tisti vijolični knjigi Ščepec ustvarjanja imate celo poglavje aromatiziranje. Recimo tudi, če hočem kakao aromatizirati, da je after eight, potem pa bom noter v suhi kakao nasula par kapljic, pa ga zmešaš, pa ga pustiš stati, da se ta aroma prežame, pa še parkrat ga tako premešaš, potem pa delaš iz tega kakao, ki ima po mentolu okus. Ne morete vi v kozarc, kjer ste si kakao dali, to zmešati. Imate tudi na spletu, posneli smo en video, 4 minute je, aromatiziranje čajev in podobnega, tako da si malo ostali. Prosim? Vijolična knjiga Ščepec ustvarjanja. Tam je celo poglavje, kako uporabljamo eterična olja, katera smemo, koliko kapljic, kateri mediji so primerni. Recimo, jaz zelo pogosto aromatiziram čaje. Kupiš eko zeleni čaj, ki je žal za nič okusa, ali eko črni in je tudi za nič, in ponavadi tudi eko kava ni prav najboljšega okusa, in potem to skorigirate sami. Torej, v čaj daš malo bergamotke in je potem to čudovit Earl Grey, ali dodate malo, ne vem, vanilije ali kar bi želeli, in dobite tako svojo selekcijo vrhunskih čajev z vrhunsko aromo. Res pa je, po nekaj tednih se to malo razdiši, pa je treba dodati še malo, ampak na ta način se da pomagati. Ali v olje, recimo, ki ti ni naročito všeč, dodaš 2 kapljici rožmarina na liter olivnega, postane čudovito. Ali 2 kapljici bazilike na olivno, potem dobite ravno tako dobro aromatizirano olje, če je zased, ker ga date, vam bo všeč. Ja. Samo pravi, morate znati, to je velika moč v malih kapljicah. Prosim? Nič, gledajte, vse te stvari, ko si ti enkrat prišel na nivo šalce, če delam za seminar, pa skuham 5 litrov kave, tam lahko dam kapljico kardamoma in jo boste vsi čutili. Ampak ne morete vi skuhati 2 deci kave, pa da tako, ker se vam... Zdaj mali problem je, ker je prah kofe takav, da težko celo. Če bi imeli kavo v zrnu, jo je lažje aromatizirati, zato ker je neki zraka vmes, ki struji. Drugače je pri kavi boljše gledati, recimo, včasih veste kaj naredili, trik, 2 deci smetane za kavo, če v to daš eno kapljico olja, dobiš zelo aromatizirano smetano. In potem, ko ti daš mečken smetane v karkoli od tega, bo to zelo močno. Eterična olja se zelo lepo razrečijo, ali morajo imeti zračnost, ali morajo imeti olje, neko maščobo, emulzijo. Ne morete jih zmešati z vodo, in ne morete jih zmešati s škrobom. Torej, moko ne moreš aromatizirati, lahko pa aromatiziraš zrnje. Recimo, če hočete nobel riž, potem pa date par listov lovorja v kozarc z rižem. In se bo res riž tako kot fige pa ostalo, malo navzel od lovorja, istočasno ga varujete pred molji, pa črvi, pa ostali. Prosim? Ja, ker danes je problem, če kupujete ekološka žita, posebej, če kupujete malo na veliko, se hitro nekaj zaredi in boste videli, koliko bo porasla vaša poraba lovorja, ko se navadite lovorjeve liste dajati v vso suho snov. Povejte. Jaz sem slučajno tukaj, kol ne slišala za vas. Za naš čudežni tandem. Čudežni tandem, sploh ne. In zdaj mene, to ste me kompletno navdušali, zdaj pa mene zanima. Stopam, da imate tame na prodaj knjige, s katero knjigo začnem? In kako se zadeve lotajo, kot amater? Glejte, slogan našega projekta je, vsi precenjujete, kaj se da v enem letu in vsi podcenjujete, kaj se da v 10 letih. Torej, kjerkoli začnete dobro. Samo ne gruntati predolg, od kje boste začela.
Ko pa gre za naše knjige, je tako. Recimo, če vas zanima ta aspekt, čisto konkretno, kako se dela z začimbam, da iz njih dobimo največ, to, kar sem danes razlagala, te počasne, ki jih je treba v nečem namočiti, odpreti in dati malo časa, to je vijolična knjiga Ščepec ustvarjanja. Ta se lahko bere čisto neodvisno od ostalih, to je dejansko povzetek naših delavnic. Potem pa, ko vi malo odkrijete, kaj bi vam od vsega tega najbolj pasalo, ali za vaše težave, ali za veselje, potem je pa fajn poglobiti znanje od tistih izbranih rastlin, ki jih boste največ uporabljali. Torej, dokler eno žlico črne kumine jeste, nič ne more iti narobe. Ko pa vi začnete 3 žlice velike na dan, vsak dan in tako, potem je pa dobro vedeti, kaj črna kumina, pa kako deluje, pa kje je mogoče preveč, pa za koga ni, pa za koga je. Takrat pa berete Ščepec rešitve in Ščepec vedenja. Tam je obdelanih 50 rastlin. Eni se lotevajo tudi glede na težave, s katerimi imajo opravka, ker mi imamo 20 priročnikov, ki so vezani recimo možgani, bolečine, ščitnica, prehladi, maščobe, kandida. Potem je to najbližja pot, da rešujete svoj problem, pa se uspod še naučite marsikaj. Hvala, da ste prišli.